Frekvenca za logistiko Slovenskega logističnega združenja. Gospa Melita Rozman-Dacar, vi ste direktorica Slovenske železnice tovorni promet, ste tudi članica upravnega odbora Združenja za promet in še marsikatero funkcijo imate, ampak zdaj na tem 10. logističnem kongresu pa ste postali tudi nagrajenka, in sicer za logista leta ste dobili ta laskavi naziv. In sicer malce iz obrazložitve povejmo, vi imate inovativni pristop za izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Uspela vam je posodobitev lokomotiv in vagonov in seveda tudi digitalizacija, poslovanje brez papirja. Povejte nam kaj več, kaj točno ste dosegli in kako ste to dosegli. Zdaj moram tako reči, da ta nagrada je v bistvu potrditev, da naše podjetje dobro dela. Ta nagrada ni moja, ampak vseh 1040 zaposlenih, ki se z dneva v dan trudijo 24/7, da blago pride v točke A do B. Jasno pa je, da skozi poslovanje se moraš prilagajati situaciji, biti boljši od konkurence in to počnemo. Smo inovativni, iščemo rešitve na tistem trenutku, če samo pogledamo od covida naprej, pa recesije, pa vojne, mislim, to smo v trenutku spreminjali naše procese in v bistvu za tega pač tudi delamo tako, kot delamo in mislim, da naši kupci nam zaupajo in to je tudi dokaz te lojalnosti. Drugače pa inovativni smo čisto na vseh področjih, naša prednost je tudi, da smo multioperativni, to pomeni, da obvladujemo različne segmente blaga, predvsem se pa ponosna tudi, da za slovensko gospodarstvo skrbimo, da tudi tiste manjše pošiljke poskušamo pač pripeljati po železnici in jim dati dober servis. S čim se ta hip ukvarjate na tem inovativnem področju? Na inovativnem področju se ta trenutek ukvarjamo v bistvu z novimi projekti, single wagon load, ta drugo, kar se v bistvu močno trudimo, je posodabljanje naših voznih sredstev in pa prilagajanje projektov trenutni situaciji, ki je drugačna kot vožnja vlaka. To pomeni, da se prilagodimo, da iščemo rešitve posamezne produkte. Tisti trenutek, kot na primer ob zatrpanosti Luke Koper smo se takoj odzvali, našli platformo v Ljubljani, da smo lahko pomagali Luki Koper in pa našemu kupcu, da so avtomobili čim prej prišli do končne točke. Tako da pomeni, da naši zaposleni stalno iščejo nekaj drugače. Tudi to vaše podjetje je v mešanem lastništvu, domačem in tujem. Kako je to videti? Kaj to pomeni? 51% so lastniki Slovenske železnice, 49% pa EP Logistic International, tako da v bistvu cilj strateškega partnerstva so bile predvsem investicije in pa internacionalizacija, ker samo v Sloveniji, delovanje samo v Sloveniji pač ni mogoče in tudi s tem računamo, da bomo pokrivali celo Evropo. Torej, kje danes pokrivate to logistiko, v katerih državah? Tako rečem, mi jo pokrivamo kjerkoli kupac želi, se prilagodimo in projekt naredimo. Nismo sami v verigi, zelo pomemben je tudi cel sistem Slovenskih železnic. Mi imamo ogromno dela opravijo naši dobavitelji v skupini, kot tudi ostali partnerji, tako pomeni, da lahko od A do B pripravimo logistično rešitev. Ker smo pa aktivni s svojo lastno vleko na Hrvaškem, v Avstriji in Sloveniji, trenutno pa vstopamo še na 3 ključne trge, kjer bomo še bolj učinkoviti. V čem se ti trgi razlikujejo od slovenskega? Čisto nič drugače, vse posod je izziv, vse posod so infrastrukturne ovire, mogoče je več priložnosti, ker so trgi večji, ampak konec koncev mi, slovenska logistika, se moramo potruditi, da gre čim več tovora čez naše koridorje in čez Luko Koper. In tle moramo biti povezani in boljši. Ali obstaja bojazen, da nas bodo logistični tokovi obšli?
Glejte, če hočeš jamrati, boš rekel, da se nič ne da narediti. Naša odgovornost in tudi odgovornost za take nagrade je, da se moramo potruditi, da do tega ne pride. Bi pa želela povedati, da v bistvu Republika Slovenija in vlada so prepoznali pomembnost logistike in ogromno je ta trenutek investicij. Problem je ta, da pač takrat, ko se investira, rešitve ne morejo biti optimalne. Zato je pa zelo pomembna povezanost vseh akterov v logistični verigi in pa prilagodljivost, da sam vleče vsako stran pač ne gre. No. Tako da mi moramo kupce prepričati, da se splača vztrajati na naših koridorjih, da se gradi za njih in za nas in pa biti inovativni pri reševanju v takih razmerah. Skozi Slovenijo grejo 3 koridorji. Ne? Zdaj, Evropska unija je pripravljena financirati tako imenovana intermodalna skladišča, intermodalno logistiko, vendar Slovenija nima to pogledne fokusirane strategije. Ja, v upravnem odboru za Združenje za promet se trudimo, da se to spremeni. V bistvu smo tudi mi, logisti, odgovorni za to, pripravljamo ideje, ki bi jih lahko, v bistvu, ki bi bili dodana vrednost tudi naši vladi, da se lahko skupaj prijavljamo na različne razpise. Moram reči, kar se tiče skupine SŽ, pač mi obvladujemo 3 točke. Imamo kontejnerski terminal v Ljubljani, v Mariboru in pa Celju, tako da teh zalednih terminalov ni čisto res, je pa nujno potrebno, da se moderniziramo in da smo boljši od ostalih. Kaj bo izgradnja drugega tira pomenila za vaše podjetje? Mi zelo težko to pričakujemo, zaradi tega tudi trenutno izvajamo ogromno investicij, da se prilagodimo na situacijo po odprtju drugega tira, ker moramo vedeti, da bo interes tujcev veliko večji kot ta trenutek. Pomeni, da bo več konkurenčnih podjetij in mislim, da če boš dober, če boš imel rešitve, boš imel dovolj dela in mislim, da vsi, ko mi čakamo v verigi, da se to zgodi drugače, nas bojo pa tokovi res obšli, ampak mislim, da ni strahu, ker ko spremljamo izgradnjo drugega tira, gre vse po načrtih. Je pa res, da samo drugi tir ni dovolj, mi moramo imeti v bistvu rešitev čez celo Slovenijo, moramo imeti rešitev z dolgimi vlaki, ker kontejnerski vlaki in avtomobilski vlaki zahtevajo to in edino to je prednost. Tako da mislim, da s to gradnjo, ki se zdaj dejansko je ne samo Slovenija, ampak tudi Srbija, Hrvaška, vse posod se gradi, tako da je cela Evropa neko gradbišče, ampak ko bo to pripravljeno, pa mislim, da zeleni prehod ne bo problem. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi v Sloveniji končno posodobili tudi železniške proge? V bistvu se je že zgodil konec koncev, zaradi tega, ker drugi tir se izvaja, nadgradnje po celih progah, tako proti Gorenjki in Štajerki se prilagajajo in pripravljajo za drugi tir in mislim, da če se bo s tem tempom pač nadaljevalo, da smo na pravi poti. Je pa res, da neki so projekti infrastrukturni, drugo so pa še redno vzdrževanja, pa izredni dogodki, ki nam pa v bistvu pred nas res postavljajo izzive. Mi imamo recimo v enem primeru se zgodi, da imamo na progi 40 momentov, kjer so težave in to je pa naša stvar, kako biti boljši in reagirati pravočasno na to. Kako bi umestili Slovenijo, kar se tiče železniških povezav, v primerjavi z nekdanjo Jugoslavijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno? Kje smo mi? Jaz mislim, da smo zdaj, jaz res super delam z vsemi železniškimi operaterji v regiji, ampak mislim, da smo mi tisti lider še vedno in tudi naš cilj je, da obvladujemo celotno regijo. Jaz mislim, da je tudi prednost naša tudi ta, da nam je prisluhnila država tudi, in da se ta trenutek
se bo objavljal tudi tender za single wagon load, za kombinirani promet, tako da država dela na tem. Mislim pa, da te povezave cele regije, tako na infrastrukturni strani kot na strani ministrstev, da morajo biti še bolj aktivni in v bistvu imeti isto politiko, da bo ta koridor in regija konkurenčna, ker je ogromno obvoznih poti. No, omenili ste na kongresu, da imate 50.000 zaposlenih. Ne, nisem pri nas, ne, to mogoče ni bilo čistko. V bistvu je v Sloveniji 9200 logističnih podjetij, ki zaposlujemo 50.000 zaposlenih in dodana vrednost vsakega zaposlenega je 51.000 evrov, je pa več kot 8% je naš delež v gospodarstvu. Jaz imam pa oziroma SŽ tovorni promet ima 1040 zaposlenih, čudovitih sodelavcev, ki se trudijo in da dobivamo take nagrade in smo ena izmed podjetij skupine SŽ, kjer je pa zaposlenih več kot 7000 ljudi. Kako bi v Sloveniji lahko ustvarili neko dodano vrednost glede na tovor, ki prehaja skozi Slovenijo, pa ga spustimo skozi? Jaz mislim, da ta trenutek je zelo pomembno, tako kot sem že povedala v mojem govoru, povezovanje. Ne jaz, ti, ampak mi vsi skupaj z istim ciljem, tudi cestni promet in železniški promet lahko vzpostavita skupne projekte, tovora je dovolj in mislim, da je to tudi naš cilj, kratkoročen, dolgoročen pa vsekakor. In zato potrebujemo tudi zaledne terminale. Torej ti intermodalne. Tako. Zdaj, če razložimo, kaj to je, da gre kontejner od enega na drugega, iz ladje na vlak. Ali pa konec koncev imaš pa drug segment, ker ga lahko pol prikolica na vlak ali pa kamion na vlak in na določenih relacijah prepelje tovor konec koncev. Da ni potreben pretovor, ampak da je vse v kontejnerju. Pred 10 leti ste dobili tudi naziv menedžerka leta. Vi ste ena redkih direktoric, pa vendarle tretjina žensk. Koliko je žensk v logistiki? Mislim, da jih je tam okrog 20%, nismo še v bistvu to točno. Ni pomembno, da je ženska logistka, ne. Mislim, da je ženska na vodstvenem položaju, ampak je ogromno zdaj tudi kolegic, ki so odgovorne za ključne procese v logistiki in v celi regiji je to zelo zanimivo, zato ker sem kar precej aktivna tudi v regiji in tudi jaz želim, in to je moja neka želja, da se skupaj povežemo, niso to kvote ali pa feministične fore, ampak dejansko zaznati je, sem tudi mentorca, ampak je zaznati, da se ženske malo težje odločijo za ključne položaje in pač želimo nekaj narediti tudi na tem. Ne. In ta v bistvu te sinergije z moškimi, mislim, da je ta kombinacija ta prava. In konec koncev moram biti sem zelo vesela, da nas moški kolegi zelo lepo sprejmejo med svoje, vendar z dokazovanjem in znanjem. Je treba več dokazovanja? Tako smo slišali na kongresu. Ja, to so pravili, ne, jaz moram tako reči, pri svoji karieri, jaz sem zrastla od referenta, štipendista, konec koncev sem hvaležna, da so mi dali priložnost, tudi zdajšnji direktor pred 13 leti, kjer je bil zame zelo velik izziv, ker sem čisto iz komercialnega segmenta prišla. Jaz nisem imela nikoli težav, ne. Je pa res, ne, da sem se pa hudičo dobro pripravila, ko sem predstavljala, pa tudi kdaj se mi je močno tresel glas, ampak sem imela super kolege, ker so bili konec koncev tudi moji mentorji. No, če se ustavimo na pogledu naprej, kje vidite Slovenske železnice, tovorni promet čez 10 let? Jaz mislim, da ga čaka zelo svetla prihodnost, vidim ga kot liderja v regiji, ki ima povezave po celi Evropi,
da imamo čim več lojalnih kupcev in zadovoljne zaposlene. Tako da za nas se ni treba bati, ker smo borci in tako bo tudi naprej. Gospa Melita Rozban Dacer, najlepša hvala. Hvala vam.